Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus, kjer imam danes prav posebno tremo, saj je prišel v goste, lahko rečem, moj prijatelj, s katerim se poznava že kar nekaj let in seveda z dobrim znancem, s prijateljem se je vedno nekoliko težje pogovarjati oziroma je trema večja. Hkrati pa je naš današnji gost, gospod Franc Prosenjak, zelo zanimiva oseba, z zelo zanimivo, lahko bi rekel, nevsakdanjo življenjsko zgodbo in bova naslednjih 45-50 minut skušala to zgodbo odkrivati in vam jo tudi približati. Pozdravljeni, gospod Franc, pa mislim, da na to, da se sicer tikava, se bova tudi danes. In mogoče najprej v 5 stavkih za tiste, ki vas ne poznajo, ki te ne poznajo, kdo je Franc Prosenjak? Ja, mislim, da je najboljša predstavitev v knjigi na notranji strani plenic. Rojen je leta 1948 pod slikovito Graško goro, ki leži med Pohorjem in Savinjskim pobočjem. Če lahko poveš kaj zanimivega, pikantnega, na hitro. Ja, dobro. O sebi, Jaz sem odrastel pod Graško goro, potem smo se preselili v bližino Šentjurja, to je tam blizu Boča, in tam sem jaz preživel en par let svojega otroštva. Potem sem šel v Velenje, kjer sem dokončal rudarsko-tehnično šolo in nazadnje me je pa potegnilo v Ljubljano, kjer sem začel študirati teologijo, čeprav prej nisem imel nobene stikve ne s cerkvijo, ne z verskimi skupinami, pa tudi doma nisem bil tako vzgojen, da bi kdo pričakoval, da grem na teološko fakulteto. In od tam sem potem me je zaneslo v Nemčijo, kjer sem nadaljeval študij in ja, v Nemčiji se je pa marsikaj spremenilo v mojem življenju, ampak mislim, da bo boljše, če ti enostavno vprašaš, kaj te zanima, drugače bom mogoče preveč dolgovezen. Dobro, torej tukaj v naslovu te knjige, vsaj v slovenskem prevodu, ker ti si svojo življenjsko zgodbo pred nekaj leti opisal v zelo obsežni knjigi, ki ima v slovenski različici skoraj 500 strani. Ja. In slovenski naslov je zelo zanimiv, Duhovnik dveh cerkva. In pravzaprav pove tisto, kar je verjetno za naše gledalke in gledalce tudi najzanimivejše, ampak do tega bova še prišla. Mogoče najprej nekaj o tem okolju, v katerem si odraščal. Ko človek bere tvojo knjigo, se hitro predstavi v neki svet, ki ga že moja generacija, gotovo pa še mlajše generacije, pa še težje si sploh predstavljajo. Ti si ga pa zelo plastično orisal, ampak že meni se je zdelo, kot da je to pravzaprav, kot da bi govoril o prazgodovini. Ja. Res je, tega sveta ni več. Dobro se ga pa spominjam, ker iz tistega sveta imam pravzaprav najlepše spomine. Čeprav smo živeli v hudi revščini in sem bil vedno slabo oblečen, doma smo sicer imeli dovolj za jesti, ampak ne takih stvari, kot so imeli drugi, in sem med sošolci veljal tudi bolj kot pa ne za reveža. Moj oče je bil invalid, nekdanji partizan, in je imel zelo skromno penzijo,
na tistem majhnem posestvu, kjer smo se midva tudi že srečala. Ja. Tam smo se tako pač preživljali, kaj smo predelali. In mene takrat pravzaprav marsikaj ni zanimalo, kar me je pozneje zanimalo. In v Loče, se pravi, v osnovno šolo sem pa hodil v bližnjo vas, Loče, pri Poljčanah je to. In naključje je hotelo, da sem tam srečal učitelja, ki je spremenil moje življenje. Danes si to težko predstavljaš, da en učitelj da te nekdo tako spremeni. In sicer na ta način, da je bil on silno strog. On je od mene zahteval stvari, ki jih prej noben učitelj ni zahteval. Moral sem se vsega naučiti, kar je on zahteval. Domače naloge so morali biti 1A. Tip-top, ja. Ja. In potem je tudi rekel, ti moraš končati osnovno šolo, drugače boš revež. Ja. In jaz sem se njega bal, ker je bil zelo strog, mi je tudi včasih malo sklofutal. Takrat sem mu zameril, pozneje pa sem videl, da je to bila zelo zdravilna lekcija. No, ti si že omenil pravzaprav, da zelo pobožni doma niste bili. Ne. Ampak recimo vseeno, kako je bilo videti vaše versko življenje, koliko ga je pač bilo? Moja mama je hodila pravzaprav kar redno v cerkev. To pomeni redno, se ne reče vsako nedeljo, ampak redno mogoče vsak mesec. In ona je zelo verovala v Marijo, kar me je presenečalo. Molila je redno roženkranc, ampak ni imela doma nobene podpore, od nikogar. Ne od očeta, ne od nas otrok. Mi smo jo bolj kot pa ne zasmehovali, oziroma zasmehovali je mogoče trd izraz, ampak nam se je zdela smešna. In tako da jaz do vere doma nisem prišel, čeprav sem se kasneje veliko spominjal maminih molitev. Predvsem je molila psalme, pa kar mi je najbolj ostalo v spominu je bilo, da je molila celo za naše sovražnike. Ja. Tega jaz si takrat nisem mogel predstavljati. Sem se vedno mislil takole, te bi jaz raje premladil, kot da bi molil za nje, ne. Ampak ona je pa vedno molila za svoje nasprotnike in za tiste, ki mi strežejo po življenju, je rekla. Ne vem, če ste se vi teh molitev učili, ampak je ena prav molitev za tiste, ki mi strežejo po življenju, potem pa zanimivo tudi molila je za tiste, za pravo pamet. Aha, za zdravo pamet. Za zdravo pamet, ja. In oče pa ni. Kljub temu pa, da je bila moja mama pobožna, me ni vleklo v cerkev. Kaj pa verouk? Verouk sem se ga pa spretno izogibal. Aha, tako. Ja. Sem sicer po šoli je bil navadno verouk, naš župnik je bil silno strog, ampak kot sem videl pozneje, zelo dober človek in je znal tudi telesno kaznovati, fizično kaznovati. Ja. Tako da recimo, če je komu zagnal ključe v tilnik ali pa kaj takega, je bilo normalno. Bali smo se ga vsi, jaz pa pravzaprav manj, ker nisem hodil tja. No, moram reči, da se me zelo dotaknil tudi tvoj opis
mislim, da po očetovi smrti imaš opis bedenja pri njegovem truplu, ko ste prišli potem domov iz Nemčije. To je bil en tak... Oče je umrl 1982. leta, isto leto je umrl Tito, mislim, in isto leto sva bila z Gabi, ki sem jo srečal, ona je Nemka in sem jo srečal v Avstriji na smučanju, tam sva se spoznala in z Gabi sva bila takrat že poročena in sva že imela enega sina. Čeprav sem bil, mogoče skakam zdaj malo, sem bil že duhovnik, katoliški duhovnik, ampak sva že imela enega otroka, jaz sem pa bil takrat že evangeličanski duhovnik, ker sem prestopil. Ljudje rečejo vedno z ene vero v drugo, ne? Jaz pa rečem z ene cerkve v drugo. No, se k temu se bo gotovo še vrnila. Zdaj me pa zanima, kako je potem prišlo do tega, da si z rudarstva preskočil na študij teologije in potem tudi v bogoslovje. Ja, kot mi je moj učitelj svetoval, sem končal 8-letko, takrat se je bila 8-letka, in sicer z 2-letno zamudo, ker sem dvakrat zaostal v 4. razredu, sem ga moral dvakrat ponavljati. In se še dobro spomnim. 4. razred dvakrat? Dvakrat sem ga ponavljal. Pravi, da sem 4. razred hodil 3 leta. A res? In se dobro spomnim tega učitelja, mojega strogega vodnika, ki me je menda, ko sem se drugič ponavljal 4. razred ali 3., je rekel, ti si pa kar dober učenec postal, ti pa obvladaš stvari. Pol je pa malo listov po informacijah o meni, a je rekel, pa ni čudno, če pa že 3. leto hodi 4. razred. Tako da, in po njegovi zaslugi sem končal 8-letko in sem potem šel v rudarsko-tehnično šolo, ker pač sem mislil, da bo mogoče tam odskočna deska za moj pobeg iz revščine v bogatstvo. Kot rudar. Kot rudarjem, ja. Ker sem slišal o rudarjih, takrat se je govorilo, da zelo dobro zaslužijo, pa rudarstvo je imelo takrat prihodnost in moji sorodniki so bili deloma tudi že rudarji. Moj oče je bil nekdaj rudar, ampak ni dolgo delal, ker je bil invalid. Tako da sem tam pristal. In ne vem, če bo to naslednje vprašanje, kako sem jaz se rudarske znebil potem. Oziroma, kako je potem si prešaltal na teologijo. Ja, to ja. Vidiš, to je pa spet naključje. Tako da sem jaz pozneje, ko sem postal evangeličanski duhovnik, sem večkrat pridigal tudi o tem, kako Bog vodi ljudi po določenih srečanjih in pošlje na pot življenja določene ljudi, ki jih spremenijo, ki njihovo pot spremenijo. In to sem doživel že drugič potem v rudarski šoli, prvič pri osnovni šoli, potem pa v rudarski šoli sem srečal enega duhovnika, v katerem pa nisem vedel, da je duhovnik. Jaz sem posedel tam po škarpi zraven ene cerkve, to opisujem tudi v tej knjigi, in nekega dne se mi je približal en neznanec. Bil tako črno oblečen, ampak dobro, takrat pač nisi vedel, kdo je kdo, ne. In me je vprašal, kaj to počenjam na tisti škarpi že 3. dan. Pa je rekel, kaj to piješ? Sem rekel, ja, laško pivo. Je rekel, ti veš kaj, po moje bi se ti rad s kom kaj pogovoril, ne. Če se te ljubi, lahko prideš k meni, pa se ima kaj pomenila. Čisto preprosto, ne.
Ja, sem rekel, dobro, videl, pa nisem mislil resno. Pol je pa rekel, prednji šel, tamle stanujem, tamle zraven cerkve. Pa smo takoj vedel, da je on duhovnik, mora biti. In še preden se je s tiste škarpe pobral stran, je pa prišel z eno knjigo. In mi je rekel, tole knjigo preberi, boš mogoče prišel na zanimive misli. In to je bila knjiga profesorja Janžekoviča, Smisel življenja. ki ga ti verjetno še nisi ga doživel. Ne, nisem ga doživel, bil sicer še živ v času mrženja, ampak ga nisem nikoli srečal. Ja. To je bil zame je bil to filozof prve klase. In knjiga pa se je glasila Smisel življenja. In tista knjiga mi je dala povod, da sem šel potem v Ljubljano študirati. Na teologijo. Na teologijo, ja. Seveda pa je bilo, ni bilo tako enostavno, ker si lahko prišel tja samo po priporočilu župnika. Jaz pa od njega nobenega priporočila nisem mogel dobiti, ker me niti poznal ni. In potem je tale kaplan, v Šoštanju je bilo to, v Šoštanju. Jaz sem hodil iz Velenja. A to ni bil velenski kaplan? Ne, to je bil šoštanski. Samo tega ne omenjam. Šoštanski kaplan mi je rekel, naj to preberem, ne? Jaz sem imel takrat čas. Pa sem res tisto knjigo začel brati in je bila zame tako zanimiva. Najbolj zanimivo je bilo to, da je skušal Boga dokazati. 5 božjih dokazov Tomaža Kvinskega, Kvinkve vije. In takrat sem se s tem prvič srečal in sem takoj verjel, da je Boga treba lahko dokazati. Ne? Kar so mi poznejši profesorji takoj uvrgli. Rekli, Boga ni mogoče dokazati. Kaj ga boš ti dokazoval s tvojim majhnim razumom? Ne? In dobro, ampak on mi je potem, tata kaplan mi je pa napisal priporočilo za mariborskega škofa in je rekel, idi škofu, mogoče te pa bo šle v Ljubljano na filozofski oddelek teološke fakultete in tam boš lahko več zvedel še o teh božjih dokazih. Ne? In s tistim priporočilom sem šel potem v Maribor, revno oblečen, z blatnimi šuhami. Sem prišel tja v tisto škofijsko palačo in tam so me prijazno sprejeli. To je bil škof Držečnik. Držečnik, ja, škof Držečnik. On je bil že takrat takole bolj starejši, pa je že bil menda malo bolan tudi, ampak zelo prijazen človek. In tisti skoraj da ni stavka rekel, on je samo poslušal, on mi je samo vprašanja mi je postavljal, pa da bi bil sam kaj komentiral, nič. Pol je pa nazadnje pa rekel, veš kaj, če imaš res zanimanje, te bom pa jaz poslal v Ljubljano, pa boš v semenišču stanoval, pa na fakulteti boš poslušal predavanja, no, pa bomo pa videli, kaj bo iz tebe. In tako se je začela ta pot v cerkev, v teologijo. Kako je bilo pa takrat s tvojo vero v Boga, če to ni preveč osebno vprašanje, recimo, ko si bil v semenišču, pa se udeleževal vseh teh številnih obredov? Ja, to je bila huda stvar, ker veš, tako sem se počutil, kot da sem vohun. Nisem bil sploh ne prepričan o stvareh, ki so jih tam govorili ali pa ki so jih molili, ampak ker je bil pač tak dnevni red, sem hodil tja na te meditacije, pa k maši, pa vse te stvari. Ampak moje srce je bilo daleč od vsega.
mene te stvari niso prepričale. Edino, kar me je prepričalo, so bila predavanja na teološki. Od Janžekoviča pa od Trstenjaka. To sta bila takrat že kar v letih profesorja. Ja. In najbolj me je navdušil Janžekovič, Trstenjak na drugem mestu. Odbijali so mi pa dogmatiki, pa tisti, ki so o Svetem pismu predavali. Tudi Sveto pismo. Ja. Takrat je bil Še to Aleksič. Aleksič je bil v redu, Aha. Stara zaveza. Ja. Rozman. A Fran- Rozman je bil pa za Novo zavezo, ne vem, če še, verjetno še kaj je delal, ne vem. Ne, je že davno pokojen, A, ampak že- ja. jaz sem ga pa še imel. Ja. Ja, tisti, ki je še imel. Ja. Ja. On je bil zelo učen človek. Samo jaz imel občutek, kot da on nekaj predava, kar se je on naučil in da to ne prihaja prav iz njegove globine. Občutek sem imel. Mogoče sem se motil. Ampak, dobro. Kot rečeno, dve poglavji sta bili. Eno poglavje je bilo semenišče, tam sem bil tujec, na teološki sem se pa lepo uživljal. Ampak kako si potem vzdržal v semenišču ta čas? Spet zanimivo, to se pa zdaj nadaljuje to, kar sem prej rekel, da sem srečal učitelja, pozneje sem srečal tega kaplana in zdaj sem pa spet srečal nekoga. In sicer nekoga, ki je zdaj zelo vnet duhovnik, zelo v redu župnik, ne vem, če lahko povem njegovo ime, je zelo, Če on dovoli, potem... Ja, če vsega pa lahko zrežete, če ne dovoli, ta Jože Vengus. Aha, Njega sem srečal in on je pa izžareval eno pobožnost, ki me je nekje spodbujala. Nisem se mogel istovetiti, ampak sem mislil, to pa nekaj mora biti. Ne? In tako da sem tam začel že malo rasti v tisto semeniško duhovnost, po njegovi zaslugi. Potem je pa eno kratko poglavje, pa ti praviš, da je to epizoda iz tvojega življenja, ki jo imamo malo tudi skupno. To pa je tvoja povezanost, sicer bolj kratkotrajna, s križniškim redom. Ja. Kako je pa do tega prišlo? Ja. To pa tudi prišlo po tem mojem prijatelju, Jožetu Vengustu. On je bil takrat, on je iz Ljutomera in Tam so pa križniške sestre? Tam so pa križniške sestre. Ja. So bile Mislim, tam, da so še zdaj so tam. imeli svojo središče tam. Zelo prijazne ženske. In on je imel z njimi zelo dober stik. In predvsem prednica, se jo dobro spominjam, takšna dobričina. In ona naj jo tako častila vedno, ker smo bila bodoča duhovnika, ne. Pa naj jo, sestre so nama stregle, pa vse bi nama bile dale. In tista gostoljubnost, pa tista dobrota je mene zelo navdušila, zelo je oblikovala moje razmerje do cerkve, do vere. In tako, da smo potem z Jožetom smo rekla, ja, to so križniške sestre, je pa tudi križniški red v Sloveniji, kaj pa, če bi midva šla v tisti red? Dobro. Odločitev je bila zelo nagla, pa brez pravih podlag. Takrat je pač človek mlad in navdušen za marsikaj. Dobro, pa sva prestala potem pri križnikih in to je bilo pa tudi naključje, ki me je potem pripeljalo v Nemčijo. Ja. Brez križnikov bi verjetno nikdar ne prišel v Nemčijo. No, to je pa res potem Bog po krivih črtah ravno piše. Vidiš, ravno to, kar si ti rekel, ne? Bog piše po krivih poteh ravno. Če kaj, potem sem jaz tudi doživel.
In sem hvaležen. Sem hvaležen, čeprav sem marsikdaj bi bil moral verjetno drugače odločati. Predvsem v razmerju do ljudi, ki so mi pomagali. Ampak na vse zadnje se pa mi zdi, da je res to neko vodenje je bilo, neko skrivnostno vodenje, ki ga še danes ne razumem, ampak sem hvaležen za to. Ja, in potem torej si šel v Nemčijo. Kam? Najprej sem prišel na visoko teološko šolo v Königsteinu, to je blizu Frankfurta, to je v osrčju Taunusa. Menda ti to tudi poznaš, oziroma ta predel Nemčije. Dežela Hessen. Ja, dežela Hessen. Ok, ti še danes živiš, ne, v Hessenu. Ja, tam še danes živimo. In tam so bili v glavnem študentje, ki so bili izgnanci, ki niso mogli več v vzhodnem bloku študirati ali pa so imeli težave. Tiste so potem nemški škofje povabili na študij v Königstein in tam je bil slučajno rektor tega semenišča, pa šole je bil križnik, Nemec, in on je imel dobro zvezo s Slovenci in je rekel, lahko pošljete enega ali pa dva Slovenca na študij, da bomo imeli boljšo povezavo med provincami, ne, ker je nemška provinca, avstrijska provinca, tudi na Poljskem so bili križniki, pa Sloveniji so še. Ne. Pa na Češko-Slovaško. Češke mende tudi, ja. Mogoče takrat niti, ja, pa so verjetno bili. Ja, ampak te so bile najbolj znane, pa na Južnem Tirolskem. Tam so močni. Ja, tam so bili križniki zelo aktivni. Tam so v bistvu nacionalni red. Ja, skoraj vse fare, tiste so bili zakon. Ja. Tudi veliki mojster je bil Južni Tirolec, zdaj Nemec. Nazadnje je bil tudi veliki mojster en križnik, s katerim sem jaz skupaj študiral. Z Brunom Platterjem. Ja, zdaj pa je Nemec, Frank Bajart. Nemec, ja. In tako da sem tam v tistem Königsteinu pristal. Tista visoka šola je bila pa silno starokopitna, veliko bolj kot v Ljubljani. A res? Ljubljančani niso veljali za liberalne, čeprav so imeli nekaj zelo dobrih liberalnih profesorjev, ampak ta visoka šola v Königsteinu je pa veljala za strašno nazadnjaško. In to sem jaz enkrat temu našemu rektorju povedal, sem rekel, zakaj sem jaz prišel pravzaprav tule sem, ko so pa še tu bolj nazadnjaške kot pa v Ljubljani. Ja? Očitno pa dlake na jeziku nikoli nisi imel. Ja, in to mi je večkrat prineslo tudi sitnosti, da sem enostavno povedal, kaj sem mislil. No, in takrat sem se jaz tele opaske znebil, posneje sem malo študiral, to je bilo malo prenagnjeno, kaj se je rekel, ampak 2 meseca pozneje je pa prišel ta rektor k meni v sobo in rekel, veš kaj, mi imamo za tebe eno mesto v Innsbrucku, se ti ljubi iti tja? Jaz sem pa v Innsbrucku že toliko slišal od nekdanjih križnikov, ki so tudi tam študirali. Recimo ta Božič je bil tudi ta Prior Božič. Pa Žabkar so vsi študirali v Innsbrucku. Pa seveda Janžekovič, mislim, da je tudi bil, on je bil v Parizu. On je bil v Parizu, ja. In jaz sem bil tako navdušen, sem rekel, raje danes kot jutri. In tako sem potem prišel v Innsbruck. No, tam si srečal tudi nekatere Slovence, ne, ki so ja, tam je pa bila ena lepa slovenska skupnost. Med drugim je bil tam tudi recimo Janez Juhan, bodoči profesor v Ljubljani, ki je bil zelo aktiven in zelo dober študent. Ki je, mislim, da tudi boter tvojih otrok ali pa vse. On je celo boter od moje hčerke. Ja.
smo imeli vedno stike z njim in do danes. Stiki so se takole poglabljali, pa tudi so se nekje izgubljali, ja, v teku življenja, ampak navsezadnje sva pa še vedno povezana. Stari spomini. Ja, fino. No, seveda, Innsbruck je bil pa drugače usmerjen, ne? To je jezuitska šola. Innsbruck je pa veljal takrat za, kako bi rekel, za izziv uradni cerkvi, jezuiti. No, verjetno je to še danes, To je še verjetno spremljam, danes, ja. Ker nekdo je rekel, tisti študentje, ki grejo v Rim, pa tisti, ki grejo v Pariz, tisti ostanejo na pravi poti, ampak tisti, ki grejo v Innsbruck, pa samo nekateri. Ja. Se pravi, jaz nisem bil med njimi. No, zdaj nekje tu vmes je bila tudi tvoja nova maša, ne? Ja. To si imel v domači fari. Točno, ja, to je bilo 1974. leta. Takrat sem jaz zaključil 4 letnike teologije v Innsbrucku, sem napisal diplomo in imel sem se pa samo še nekaj izpitev, samo škof je rekel, oziroma prior je rekel takrat, daj se posvetiti, če boš imel počitnice, boš pa kaj pomagal lahko na farah, ki imamo oslabele duhovnike, pa lahko nam koristiš bolj, kot pa če nisi posvečen. Tako da smo imeli potem 74. leta v Ločah novo mašo, veliko slavje, še danes mi ljudje o tem govorijo. Torej, ta skupnost je navdušeno sprejela tvojo novo mašo, Zelo. Čeprav prej doma nisi bil tako navezan, recimo na župnijo. Zelo, ampak so se menda privajali na to, ker so zvedeli, da sem jaz šel na teološko in so imeli časa približno dobrih 4 leta, da se navadijo na to misel, tale brezbožnik bo pa zdaj naenkrat duhovnik, ne. In posvetil me je pa gospod Žečnik v Mariboru in to mi je bilo veliko veselje, ker on je bil tisti, ki me je poslal na to pot. Kakšen je bil pa tvoj odnos do Boga, recimo v tistem trenutku, ko si postal duhovnik? Ja. No, vem, da je to zelo osebno vprašanje, ampak... To je zelo dobro vprašanje, zelo zanimivo vprašanje. Isto vprašanje mi je postavil tudi nekdo že pred kratkim, kjer sem imel en pogovor. Vprašanje je bilo, če ga zaostriš, imaš ti osebni odnos do Boga. No, ker verjetno je potem težko maševati, pridigati o nečem, kar če nisi prepričan. Ja. Veš, kaj je? Mogoče je to lažje, če si pri evangeličanih. Pri evangeličanih je marsikaj drugače, kot pa pri katoličanih. Manj mistike je. Duhovnik, evangeličanski duhovnik ima na župniji več možnosti, da svojo vero živi med ljudmi. Jaz sem se vedno razumel kot iščečega, nekoga, ki še ni našel Boga. In to tudi odkrito priznam v tej knjigi, da ga do danes nisem našel, ampak ga še iščem in imam občutek, da me nekaj kliče. Čeprav ne pridem do te milosti, oziroma mi ni dala ta milost, da bi rekel, verujem v enega osebnega Boga, s katerim se lahko jaz pogovarjam, s katerim sem jaz na ti. To je moj dozdajšnji problem.
Se ga še nisem rešil. Ja, kje pa je tu potem Jezus? Ja, tudi z Jezusom je tako. Jezus je pri meni po blagovesti, ki jo je oznanjal in ki jo je Cerkev do danes ohranila v evangelijih. Blagovest je zame najboljši napotek za življenje. Kako živiš, da človeku bližnjemu ne škodiš, temveč da mu po možnosti pomagaš. Blagovest te tudi motivira. Te motivira mogoče, da svoje življenje usmerjaš v tisto smer, ki jo je Jezus pridigal. In po tej tračnici smo si z Jezusom blizu, ampak osebna prijatelja pa nismo. A nista znanca. Ja, ne vem, mogoče me on bolj pozna kot jaz njega. No, se to verjetno za večino velja med nami. In da ima on več, bi rekel, takole potrpežljivosti z menoj kot jaz z približevanjem njemu. No, potem je pa z Innsbruckom povezana še ena, ali pa vsaj posredno z Innsbruckom povezana zelo pomembna prelomnica v tvojem življenju. Ja, to je pa res, to je pa bila tako, vidiš, in spet pridemo na tisti tir, ko pravim, da srečanja z ljudmi so spreminjala smer moje življenjske poti. V Innsbruck sem prišel, ko še nisem znal smučati. Ampak vsi, ki so tam, recimo večina študentov, ki je tam, se nekoč nauči tam smučanja. Mene so zasmehovali, kaj ti si Slovenec, vi ste ja smučarska velesila, takrat je bil križaj zakon in kaj pa, da ti ne znaš smučati. Potem sem pa rekel, ja, nikdar se nisem naučil. Potem so me pa pregovorili, da sem se začel učiti smučanja. Moji prijatelji, te Slovenci, ki so bili tam, so, predvsem Janez Juhant je znal perfektno smučati, pa tudi Simon Fortuna, ki je tudi bil župnik, oziroma je še, oba sta znala odlično smučati. In ona dva sta me motivirala, da sem šel potem na smučanje in sem se res tega bolj slabo kot dobro naučil. In tako, da sem postal tako navdušen na tista smučišča tam okoli Innsbrucka, tako da sem tudi že sam hodil tja. Sem vzel tisto ozkotirno železnico, ki je peljala v Štubajtal, s popolno smučarsko opremo, sem šel na postajo, smuči na ramo, pa smo šli. Sem šel sam na smučanje. No ja, in potem, kot rečeno, srečanja z ljudmi. Na enem izmed tistih smučarskih dni sem srečal eno mlado Nemko. Slučajno je pridrsala na isto smučišče, ker smo zapeljala z vlečnico navzgor. Poleg mene je bil še en prostor fraj, je rekla, če se lahko zraven mene pelja, se rekel, dobro, peli se, bomo imela več ravnotežja. In smo se peljala gor. Pol je pa povedala, da je ona učiteljica smučanja. In sem rekel, to je pa kar zanimiva stvar. Ti mi lahko malo pokažeš, jaz še ne znam bog kaj. Ja, je rekla, v redu, rada. Ustrežljiva je bila in mi je pokazala smučanje in tako se je potem iskra je preskočila precej zgodaj, tako da smo se tam spoznala in poglobila najino zvezo. In ona je postala potem moja žena. Ti jo dobro poznaš, saj si že bil pri nas. In to je bil res takole, bi rekel, kako se je rekel, zareza.
Ja. prelomnica. Prelomnica v mojem življenju. No in potem je to, si iskal možnosti, kako bi našel svoje mesto pod soncem v Nemčiji potem. Zanimivo je bilo, da je ona ravno v isti deželi živela, kot sem jaz živel prej. Königstein je tudi Hessen, pa ona je tudi živela v Hessenu. Čeprav mislim, da je iz severnega Porenja, Vestfalije, ne, po rodu. To je južno od Porenja. V osrčju Nemčije, blizu Frankfurta. Ja, Hessen, ja. In takrat je šlo za to, potem dobila smo prvega sina. Jaz sem pa takrat še promoviral v Innsbrucku katoliško teologijo. In tako da sem živel dvojno življenje praktično. Med tednom sem študiral, pa pisal disertacijo. Ob vikendu sem pa šel na obisk v deželo Hessen, kjer smo se srečevala in takrat je bil tudi že najstarejši sin rojen, ki je zdaj že 42 let star. Mislim, da je, čakaj, ti si mogoče malo starejši. Jaz sem tudi 42. Ti si tudi 42, saj smo se enkrat menila, da bi lahko bil moj sin. V redu. Če imaš družino, pa moraš nekaj denar zaslužiti, ne? Ko sem pa pozanimal pri katoliških škofih, če bi lahko dobil kakšno mesto veroučitelja ali pa kaj podobnega, ampak ni bilo možnosti. Niso videli te možnosti. Veliko raje bi bili videli, da grem nazaj na pravo pot. Ja? In tako so me zavrnili v več škofijah, kar sem tudi razumel. Je pač bil tudi ta čas, ko je cerkev imela veliko duhovnikov, ki so izstopali, da pa pride še en inozemec iz Slovenije, ki še govori nekoliko polomljeno nemščino in njega bi dali za veroučitelja. Sem razumel, no ja, potem pa nekaj časa sem takole okleval, sem pa tja nekaj mesecev, pa nekajkrat nisem vprašal protestante, evangeličane, čeprav nisem mislil, da resno takrat. In so me takoj povabili na pogovor. Spet je bilo srečanje z enim človekom, ki je spremenilo smer moje poti. En prijazen evangeličanski duhovnik, ki je imel moč in vpliv. In on je potem dosegel, da sem jaz potem prišel tja in sem dobil prvo župnijo. No, mislim, da v knjigi omenjaš, da bi moral nekaj let se izpopolnjevati, ampak si preveč spraševal in so potem rekli... Ja, res je. Uradna cerkev ni bila tako prepričana, da jaz mislim resno. So se skušali prepričati, so si rekli, zdaj ga bomo poslali malo na evangeličansko teologijo. Če misli resno, bo vztrajal, če pa ne, bo pa verjetno vrgel puško v koruzo. In sem prišel v Mainz na evangeličansko fakulteto kot študent, čeprav sem že imel naslov doktor teologije katoliške. To so profesorji vedeli. In en švicarski profesor je bil zelo, ni mogel razumeti, da sem jaz tam med tistimi študenti, ker jaz sem bil res sem imel dobro podlago v teologiji. Preko Innsbrucka, pa že preko Ljubljane. In tiste stvari, ko so tam premlevali, so mi bile res dolgočasne. In tako, da je tisti profesor dosegel potem, da so me poslali na prvo župnijo in to je bilo na robu Frankfurta. Ja, v enem mestu, Eschborn, ne vem, če verjetno je manj znano. Tam sem bil pa samo 4 leta.
ostanek svojega župnikovanja sem bil pa na deželi. Ja, no nekaj si že omenil, kakšna je razlika med delovanjem katoliškega in evangeličanskega duhovnika. Mogoče, če bi še kaj o tem povedal. Ja, mogoče je glavna razlika v tem, da evangeličanski duhovniki veliko diskutirajo. No in kako je danes tu pri nas, verjetno se je tudi spremenilo, da katoliški tudi diskutirajo in da ne poznajo dogem. Recimo ne poznajo, da nekdo določa, kaj je prava vera. Vsi se razumejo, oziroma večina se razume za iščoče ljudi, iščoče župnike, ki skupaj z svojo župnijsko skupnostjo iščejo verske poti in načine, kako se izraža versko življenje. Na evangeličanski župniji imaš skoraj preveč svobode. To sem jaz opazil, ko sem prišel tja. Dokler sem bil pri katoličanih, so mi drugi rekli, kaj je prav, kaj ni prav in v katero smer naj pridigam, v glavnem. Ko sem pa prišel na evangeličansko, sem se pa moral pogovarjati, diskutirati in v tem nisem bil bog ve kaj izvežban. Tako da je recimo evangeličanska cerkev ima problem, da nihče ne more reči, to je prav, to ni prav. Ja, to se vedno kregamo za resnico. Ampak približamo se pa verjetno ravno tako malo kot katoliško. Ja, no tudi tvoja hči Katarina je šla po tvojih stopinjah, je tudi v evangeličanski pastorali. Ali sta vidva torej teološko somišljenika? Midva sva bila vedno povezana že prej, preden je ona šla na teološko fakulteto, sva se veliko pogovarjala tudi o duhovnosti. Jaz sem jo tudi birmal, je bila pri meni v verouku, pa z mladinci je bila skupaj, pa me je vedno kritizirala tudi, ne. Oče, to pa po mojem ni tako, kot ti praviš, ne. In marsikdaj sem ji moral dati prav. Ampak zanimanje je pa vedno imela za to duhovnost, ne, za to, kako bi lahko razumeli Sveto pismo, pa kako se približujemo Bogu, pa kaj je Bog, kako je mogoče priti do Boga kot osebnega bitja. In potem je najprej seveda nekaj drugega študirala, nazadnje pa je rekla, nazadnje sem pa svetoval, idi pa poslušaj malo takole enih par predavanj na teologiji. Pa je šla in je tam tudi ostala. In je potem zaključila v Marburgu, v pobratenem mestu Maribora. In je bila potem še en semester je bila tudi v Mariboru. Na izmenjavi, ja. Ja, na izmenjavi, Erasmovi. In je tam srečala tudi malo, recimo, katoliško teologijo. Tudi mi smo pa na ta način prišli v stik, ker je objavila tudi en prispevek v Tretjem dnevu takrat. Ja, ja. Ja, no to me še zanima, zdaj ti si omenil to, da se evangeličani veliko pogovarjajo o tem, kaj je res. A je to bilo vedno tako ali je to bolj neki razvoj zadnjega časa? Mislim, da je deloma je bilo to že vedno tako, ampak zadnje čase je tega več.
Je pa to evangeličanska cerkev v osnovi tako zgrajena, da se je treba pogovarjati, ker je to sinodalna cerkev. Ne? O vseh problemih cerkve, pa tudi o verskih, se pogovarjajo na sinodah. Zdaj se tudi v katoliški cerkvi govori o sinodalni poti. V Nemčiji, ja. Ja, ne vem, kako je v Sloveniji, a v Nemčiji V Sloveniji smo sicer imeli veliko govori o pred tem. 20 leti. Ja. Ampak sinodalna pot je pa v tem, da pri evangeličanski cerkvi, da so odposlanci iz župnij, en župnik pa dva laika, vedno. Da nikoli župniki nimajo večine. In da se potem na tistih sinodah, ko se pogovarjajo in sklepajo, da ne morejo biti klerikalnih poudarkov. Ja, no, zdaj se nažalost najin čas izteka počasi. Ti si tudi po tej prvi knjigi do zdaj, mislim, napisal še eno knjigo, Ja. ki pa si jo posvetil svoji vnukinji, ki vas je žal zelo zgodaj zapustila. Vem, da je to zelo osebna zgodba, ampak o čem govoriš v tej knjigi? Ja, to je bila pa res je bilo posebno doživetje takrat. Katarina se je takrat poročila, od tega je zdaj že več kot 7 let. Ja, mislim, da je ta vnukinja, da se je rodila na isti dan kot jaz, 22. avgusta. Točno, ja. Enkrat smo se pogovarjali o tem. 22. avgusta je prišla na svet mislim, da 27. tednu nosečnosti. In je prišla na svet veliko preslabotna. Navadno, če pridejo otročički v tej fazi na svet, jih mnogo rešijo. Pa tudi njo bi bili skoraj da rešili, da bi izvozila, ampak je imela potem en virus, je dobila v bolnici. Tako da je mislim, da po 6 tednih, se pravi 22. avgusta je bila rojena, 6. oktobra pa je umrla. In ta prizor je bil zame nepozaben. Bili smo skupaj na urgentnem centru, neonatologija, ko so novorojenčki v tistih umetnih zibelkah. In prišel je čas, ko so zdravniki rekli, ni več smisla. Tu jo samo še umetno držimo pri dihanju. Kaj mislite, kaj bi naredili? Katarina, mati, ki je pričakovala ki je dobila prvega otroka, prvo deklico, je bila hudo v škripcih, kaj naj odloči. No, potem pa smo se takole z očmi smo se sporazumeli, da je pametno, če nehajo, če odklopijo. In so potem so imeli tudi zelo dobre zdravnike, ki so bili tudi duhovno prisotni in so ji položili otroka v naročje. Ona ga je držala v naročju in jaz sem videl, kako punčki, mehurčki prihajajo iz nosa, kar je pomenilo, da je to zadnji dih. In tako je v naročju umrla. Kar me je najbolj začudilo, je bilo to, da je bila Katarina, njena mamica, tako mirna. Ona je bila sam mir. Tako je držala in jo je še potem ujčkala, ko je bila že mrtva.
No in potem so ji zdravniki pripeljali na takšen voziček, pa so jo položili notri, so jo lepo spreoblekli, kot da bi še živela, in so jo pripeljali v sobo za poslovitev. In smo se tam zbrali v tisti sobi, pa smo peli pesmi, brez jokanja, brez pravega jokanja, peli smo pesmi, ne samo pobožne, temveč take, ki smo jih vedno radi peli. Pa je prišel en tujec noter v tisto sobo in je gledal, kaj pa je tu. In pozneje so mi povedali, da je mislil, da se pripravljamo na krst. Ki je izgledalo, tista punčka je izgledala, kot da živi, ki je bila tako lepo ukrašena, pa tako lepo oblečena v tisti mali zibelki, mi pa smo, seveda, vsak je zadrževal svoje solze. In je bilo takšno vzdušje, ki ga nismo pozneje doživeli. Ja. No, ko sva že govorila o tvojem približevanju Bogu, kako pa gledaš recimo na to, se boste s to punčko še srečali? Ja, o tem smo se velikokrat pogovarjali, kaj bo na onem svetu, kaj bo v onostranstvu, karkoli to je že, ne. Jaz osebno tega ne verjamem, da bi se srečali. Včasih se mi zdi, da našega življenja sicer ne bo konec, ampak kamor bomo prišli, če bomo prišli, bo pa nekaj povsem drugega, kot smo si mi kdaj predstavljali. Nekdo mi je rekel, ko sem bil pri Marliču, je rekel, veš kaj, vesel sem, da bom mojo ženo spet srečal. Bojim se pa, da bi srečal tega in tega in tega. Sem rekel, verjetno ne boste nekoga srečali. Edino, če bo srečanje, bo pa tako, da boste vi blaženi. Če bo srečanje, ne? Ampak tistih vaših sovražnikov oziroma tistih, ki jih ne marate, pa gotovo ne boste srečali. Pa bi mogoče na tej točki sklenila, s tem vseeno se mi zdi nekim upanjem, da še nekaj pride. Hvala, da ste podelili to svoje življenje, oziroma da si podelil, zdaj sem spet prešel v vikanje, hvala, da si podelil to svojo zanimivo življenjsko zgodbo z nami. Mislim, da veliko takih zgodb v tem studiu še nismo slišali. Hvala tudi za tvojo popolno iskrenost. Gotovo ni bilo vedno na tvoji duhovniški poti v obeh cerkvah enostavno biti tako iskren, in res je to nekaj posebnega. Upam pa, da morda tudi ta druga knjiga kdaj izide v slovenščini in da te bomo spet gostili v našem studiu. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi tebi in vsem poslušalcem ali pa gledalcem želim, da najdejo veliko moči za svojo življenjsko pot, in da najdejo tisto, kamor jih vodi njihovo srce. Hvala. Vam, dragi organizalci, pa voščim lepo nadaljevanje dneva. Mislim, da je ta pogovor bil v marsičem poseben
in upam, da boste z nami tudi ob naslednjih podobnih priložnostih. Nasvidenje.